Gospa Romana, jaz sem zadnjih nekaj dni grozno čemirne volje in sem si mislil, Denis, zdaj pa moraš za nasvet vprašati verjetno najbolj pozitivno pevko na slovenski sceni. In ne rabim en nasvet, odkot ta vaša večna pozitivna energija in nasmeh. Kakšno vprašanje za začetek. Ja ne vem, če si zadovoljen sam s sabo, pa če si zadovoljen z vsem, kar se okrog tebe dogaja. Ne vem, vidiš pač lepe stvari in slabe misli odženeš in potem se ti tudi dogajajo same lepe stvari, če razmišljaš lepe stvari. Dobra misel, ja. Lani ste nas malce pobožali z vašimi šansoni, letos pa v otroškem programu. Kaj bomo slišali letos? Ja, sej bi zelo rada še šansone tudi nastopala na Lentu, ampak ker smo že lansko leto bili, je tokrat samo program za otroke. Ja, nič posebnega pravzaprav, letos je 20 let, kar ustvarjam in ustvarjam za otroke in bo en tak praznični program, seveda z vsemi pesmicami, ki jih otroci dobro poznajo. Sem pa tokrat povabila k sodelovanju tudi zborček Muzike. To je pa zborček, ki veselo prepeva tudi v zelo popularnem in res izvrstnem muziklu Moje pesmi, moje sanje. Tako da bojo dve pesmi tudi iz muzikla nastopali na tem koncertu, so se pa naučili tudi moje pesmi, ker je išla pred kratkim tudi ena pesmarica oziroma zveščič, prav prirejen za otroške zbore, za eno dvoglasne, z notnim zapisom, s klavirsko spremljavo, tako da se bojo zdaj zbori tudi lahko učili te moje pesmi in oni so pač eni prvih, ki so se jih naučili in bo jih tudi nastopali v tem mojem programu. Jaz si pa samo želim, da bi pesmi res čim bolj živele. Meni se kakih 14 dni po glavi povejo ti vaši murenčki Slovine, jih bomo slišali danes? Ne, mislim, da ne. Mislim, da jih sploh imamo v programu. Ko nosi zbude se zbudiš, je 1:45, a čisto nič ni zamujeno. Tudi na slovensko popevko ste sprejeti letos, če se ne motim. Ja, pravzaprav zdaj veliko vlagam v to mojo novo ljubezen, v te šansone in pravzaprav nastopam za otroke bolj za veselje, pa ostala bi rada v stiku z njimi, ker mi je lepo z njimi. Sicer pa zelo veliko delam, tudi v tem tednu sem imela 2 koncerta s komornim orkestrom in s mojimi šansoni, pa na slovensko popevko gremo 6. septembra. Na popevko sem se pravzaprav prijavila zato, ker verjamem v avtorsko glasbo, ker bi rada slovenski glasbi doprinesla eno krasno skladbo, ki jo je napisal Lojze Krajnčan, pa pesnica Ksenija Šoster-Olmar. In veseli me prepevati z velikim orkestrom, tam je simfonični orkester, big band, tako da to je za izvajalca, za pevca in poseben dogodek, da poje z orkestrom. Čisto za konec, če malce sem brskal po vaši diskografiji in našel en album z naslovom Kdo je brez hlač ali nekaj takega in zdaj me zanima, kdo je ta Predrzneš. To ugotoviš sam, če poslušaš CD. To se ne sme povedati takole po mikrofonu. Ga bomo našli. Hvala lepa. Hvala.